Odnosi so zakon. V tokratni oddaji Odnosi so zakon z veseljem gostim Danija in Vilmo Siter. Dani in Vilma, pozdravljena. Dober dan, živijo. Živijo. Kot je naša navada, bomo najprej zmolili, se priporočili, povabili še Boga v tale naš pogovor, pa bomo kar s tem začeli, s križem, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Amen. Dobri Bog, hvala, da si z nami, hvala, da te poznamo, hvala za vero naših staršev, da so prenesli to na nas, da lahko mi se nekako sončimo v tem lepem jutru v soncu, ki ga ti daješ, pa tudi v tvoji prisotnosti. Dobri Oče, hvala, da si poslal tvojega Sina. Zdajle smo pred velikonočnimi prazniki, kjer se bomo podali v velikonočno skrivnost vstajenja tvojega Sina, s tem odrešenje nas. In to je veselje za nas, to je evangelij, vesela novica za nas. Gospod, hvala, da si poslal Sina, svojega Sina v naše odrešenje. Pošlji pa, Gospod, tudi svojega Duha, naj nam da pravih besed, iz pravih misli in naj naše besede usedejo v srca naših poslušalcev, gledalcev in nekako prosimo te, da se ena dobra reč usede v njihova srca in jo bodo imeli moči tudi, da spravijo kaj dobrega v življenje. Naj bo ta pogovor, ta dan, ta teden, celo leto, bi rekel, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Takole, gostim Danija in Vilmo. Dani, Vilma, mi se veselimo z vama v družini in življenju, v celem tem krogu množice zakoncev ob prejemu najvišjega papežkega priznanja. Mi si to nikoli nismo mislili. Papež, a je možno še kaj višjega? Priznanje se imenuje Pro Ecclesia et Pontifice, kar v slovenščini pomeni za cerkev in papeža. Na praznik svetega Jožefa vam ga je v imenu papeža Frančiška slovesno v novomeški stolnici podelil apostolski nuncij v Republiki Sloveniji Jean-Marie Švajh. Znanje sta prejela za izjemne dosežke na področju zakonske pastorale, zlasti pastorale zakonskih skupin in odnosov med zakonci. Evo, en tak malo uraden začetek. In vidva sta šele 6. Slovenca v 133 letih, ki sta prejela to najvišje papežko priznanje. Dani in Vilma, res smo ponosni na vaju. Čestitam vama najprej v imenu ekipe Družine in življenja, vseh zakoncev iz Družine in življenja. In moram reči, da sem vesel, da sem sam osebno lahko del tega. V letu 2019 sta pa prejela še najvišje priznanje slovenskih škofov odličja svetega Cirila in Metoda. Priznanja se kar nizajo, višje kot od papeža, po moje ne bo mogoče. In prvo vprašanje današnjem dnevu je, kako vidva gledate na to priznanje? Kaj vama pomeni, zakaj se vama zdi to priznanje? Ja, jaz bi rekel, da sem predvsem hvaležen Bogu za to, da naju je poklical, da sva šla na to pot pred mnogimi leti, se pravi zdaj že mineva 21. leto, da sva odgovorila na ta klic Božji in da sva tu, kjer sva, da naju je ohranil do današnjega dne. Zdaj, kar se tiče teh izjemnih dosežkov, saj veva midva, da to niso najini dosežki, ampak da sva midva samo eno orodje v Božjih rokah, ki se je dalo uporabiti v tem času, na tem področju dela, o katerem govorimo, se pravi na področju dela z zakonci in družinami. In hvaležna sva, jaz lahko rečem zase, da so vrhovi cerkve, s papežem na čelu opazili to delo v eni taki mali Sloveniji, da je v bistvu to delo
prepoznavno širše in da bo verjetno postajalo še bolj prepoznavno, pa ne toliko zaradi naju, ampak zaradi tega, ker pravzaprav nas zdaj že mnogo hodi po tej poti in sva zaradi tega ponosna in vesela, da sva šla midva lahko prva na to pot, a ne tako. Ja, nama se res sanjalo ni, da bova deležna te, tako bi rekel, po človeško časti. In zato mi je tudi prvič, ko sva zvedla pred, ne vem, 2 mesecema ali mesecem in pol, za to odlikovanje, mi je najprej prišlo na misel, wow, spet čast in slava, ampak to pripada samo Bogu. In to se mi zdi tako pomembno vedeti, zato ker ljudje smo hitro pokvarljiva roba. In tako hitro lahko zapademo v kakšno samovšečnost, oholost, napuh in tako naprej, nihče se ne more pred tem ubraniti že naprej. In zato se mi zdi, ko si rekel, ne, zdaj pa višje ne moramo iti, ne, dejansko je res, da čakamo tisto višje in šteje samo tisto, kar bo višje. Se pravi, venec, ki ga bomo dosegli v večnosti. Tam tisto šteje, a ne? Če si pa preveč vzamemo k srcu to čast in slavo, mi tukaj na tem svetu, nas pa lahko hitro odnese, da tistega, ta glavnega potem ne dobimo, no. In tukaj se mi zdi, da res je tako zelo primeren čas, no, da govorimo tudi o teh stvareh, ker se mi zdi, da je v današnji družbi pomembno vedeti, kaj pripada Bogu in kaj pripada nam ljudem. Se mi zdi, da prav to vedeti, ne, da čast in slava pripada Bogu, mi pa smo, ne vem, bi mogoče kdo rekla, podizvajalci, a ne? Ampak Dobro si rekla. ja, prav ta čast in slava pa se mora širiti po tem svetu, na tem svetu. Ker to dela potem to zemljo lepšo, bolj božjo, a ne? In zato sva hvaležna, a ne? Da sva del te časti in slave, ki pripada Bogu in se lahko tudi zaradi najinega širi v tem svetu, no. Jaz sem ob tem, ko si ti to govorila, se spomnil še tistega citata iz Svetega pisma, kjer pravi, a ne, da bo prišel v veselje svojega gospoda, a ne, se pravi, prav dobri in zvesti služabnik vstopi v veselje svojega gospoda. Jaz si pravzaprav tega priznanja še želim. Ja, to je tisto. Ja, tako, to je tisto višje, kot je papež, a ne. No, ampak če... Ja, je moja provokacija uspela, veš, s tem višje se ne da, pa sta rekla, višje se da, v bistvu. Se da, če penimo po večjih darovih, tako je, bravo. Amen, Vilma, izvoli. Ja, no, pa ko sem rekla, da ta prvi stavek, ki mi je prišel na misel o časti in slavi, mu je takoj sledil drugi, v bistvu ga je Jezus izrekel, brez mene ne morete ničesar storiti. In se mi zdi, da je to zavedanje bistveno za vsako krščansko dogajanje na tem svetu. Se pravi, pravzaprav čisto za vsakega, ki želi delati v cerkvi, ki želi delati v imenu cerkve, v tem svetu, je nujno vedeti ta stavek kot osnovo, na kateri delujemo. In kadar se ne upošteva tega stavka kot temelja vsakega delovanja, ne gre v pravo smer. Ni rodu, ni sadu in se izgublja. In se vera izgublja. Jezus nam je v bistvu, hvala Bogu, da nam je prišel to povedati. Da brez mene ne morete ničesar storiti. In ko mi to sprejmemo, ko sprejmemo to dejstvo, jaz sama ne zmorem. Dani sam ne zmore. Midva skupaj sva ena velika nepopolnost. In se mi zdi, da prav Jezus se je posluževal vseh teh 20 let najine nepopolnosti. Najinih tega, da nimava prave izobrazbe kot, ne vem, kakšna družinska terapeuta, nimava doktoratov, nimava, ne vem, človeških naslovov, kar je zelo fajn za tiste, ki se res poglabljajo in so toliko strokovnjaki na določenih področjih, to je tako nujno potrebno v tem svetu. Ampak midva nisva bila poklicana očitno k temu, ampak da preko svoje res majhnosti, grešnosti, nepopolnosti,
prinašava možnost, dajeva možnost Bogu, da on se pokaže kot velikega. In to je storil on, no. To mi je Hvala, tisto lepo. bistveno. Lepo sta zapeljala. Skupaj sta zapeljala, ja. Okej. Časi so težki, ne? Časi so težki za zakonce in za družine. In tako, kot smo se pogovarjali, sta vidva tretja v vrsti od Slovencev, od zadnji trije, ne, ki ste dobili to papeško priznanje od Slovencev, ste vsi dobili priznanje za delo zakonci. To ni naključje, ne. Pri papežu ni naključje, ne. Kaj se vama zdi, da je papež želel s tem povedati? S tem, da se cerkev naslanja na zakonce, na laike, ki globoko vstopajo v odnos z Bogom, posledično potem tudi gradijo dobre odnose z Bogom in med seboj. Kakšna simbolika se tu skriva po vajinu? Velika simbolika, res velika simbolika. Namreč družina je božja ustanova. Družine si ni izmislil nek sociolog ali psiholog ali ne vem, kakšen akademski znanstvenik, ampak družina je božja ustanova. In Bog želi varovati svojo družino. In ko si rekel, recimo, a ne, da od papeža ne pridejo besede kar tako, a ne, od papeža pridejo tiste besede, ki so presejane in bi rekel pretehtane v moči in v luči in v duhu Svetega Duha. In zaradi tega so zadnji papeži videli, kako je v tem času, so prebrali znamenja časa, ne? Kako je v tem času pomembna prav ta družina in kako je pomembno, da sta v družini oče in mama, da so v družini pravzaprav otroci, da družina pravzaprav živi in predaja in prenaša dediščino iz ene generacije v drugo generacijo, ne? In ona dva sta spoznala, oziroma papeži so očitno spoznali, da se v tem času, v katerem živimo, te, bi se reklo, te vrednote družine, a ne, majejo. Se pravi, da v bistvu se postavlja družino pod vprašaj. Družino, ja, da bomo redefinirali, pa ne vem kaj še vse. Ne, družina ni treba redefinirati, družine ni treba postaviti pod vprašaj. Družina je družina, a ne. Družina ni kozarec, kozarec je kozarec, družina je pa družina, a ne. Če hočemo za družino, da bo nekaj drugega, ne si izmislijo nekaj drugega, ne pa družino spreminjati in redefinirati. In zaradi tega, ker so opazili, recimo, papeži, da nekateri pa le delamo z vso močjo in z vsem znanjem, z vsemi potenciali, ki jih imamo, z vsemi izkušnjami, z gorečnostjo in pripadnostjo za to, da bi družina ostala in postajala vedno bolj tista vrednota, ki je bila v božjem načrtu, a ne? Zato se mi zdi, da je to priznanje, a ne? In dejansko pri družini in življenju, ja, lahko rečemo, da si res z vso gorečnostjo, z vso vnemo, z vsem, kar smo in kar nosimo v sebi, prizadevamo za to, da bi družina postala res spet tista vrednota, kakršna mora biti, a ne? In kakršna bo pravzaprav, kakršna pomeni preživetje naroda, preživetje človeške rase, a ne? In tukaj smo pravzaprav pri družini in življenju zato večkrat že rekli in vedno znova pravimo, da so ta božja načela, ki govorijo o medsebojnih odnosih v družini, odnosih med očeti in materami, možmi in ženami in med generacijami, starši, otroci, a ne, da so v bistvu te božja načela delujoča in da jih pravzaprav mi na nek način preizkušamo. Bi se reklo, smo mi najprej tisti poskusni zajčki in ko vidimo, da določene stvari recimo v naših odnosih, v najinem odnosu špilajo, da se reče, a ne, da določene stvari delujejo, potem v bistvu to tisto dajemo naprej, prenašamo naprej, navdušujemo druge. Glejte, poskuste, a ne, se ni treba verjeti na besedo, a ne. Poskuste, boste videli, če to deluje, ampak poskuste pa zares, z vsem srcem, z vso dušo, vsem mišljenjem, z vso močjo, a ne, preizkuste, če te božje vrednote delujejo. Tako se mi zdi, da je to je tisti catch, a ne, to je tista, bi se reklo, tista zadeva, za katero se je papežem zdelo vredno, da pokažejo, da je to tisto, a ne. Potem tudi recimo papež Frančišek z Amoris Laetitia in z vsemi temi, bi rekel, kako se reče, no, s temi papeževimi enciklikami, papeževimi
dopisi in spisi, poudarja in vedno znova izpostavlja to čudovito vrednoto družine in poročenosti. Ja, in imamo leto družine, leto svetega Jožefa, vse to je v tej smeri. Ne. Pravzaprav papež je močan v besedah in dejanjih in simboliki, da poudari vrednoto družine. Konec koncev je odnos med zakoncema prispodoba odnosa v Božji sveti trojici. Tako. Ja, če bo se tole razletelo, je tudi tam slaba popotnica, slaba simbolika. Daj povej recimo tale odsev, to sem videla, ja. Ja, to se mi zdi, da zakaj je družina tako pomembna, in zakaj res hvala Bogu, da cerkev to prepoznava, da papeži to prepoznavajo. Prav zaradi tega, ker je v tej, kot pravi papež Frančišek, lepoti poročenosti. Lepoti poročenosti se skriva sam smisel življenja. In to je tisto pomembno, ki daje smisel življenja vsakemu posamezniku. In da je dejansko že Janez Pavel II. Začel s tem močnim poučevanjem o tem, kako je vsak zakon, se pravi mož in žena, ki se predata drug drugemu, odsev res te svete trojice, odsev tega Božjega življenja, in smo mi tukaj ta podoba Boga na tem svetu. In ta svet tako nujno potrebuje teh podob, teh slik, teh lepih podob. Čeprav ne bi rada o tem govorila, potem pa so to lepe samo tiste družine, ki so idealne. Takšnih družin ni. Idealnih družin ni, ampak je družina tako, kot je, mislim, ne morem mimo spomina, ko smo poslušala papeža Frančiška v Filadelfiji, kako je govoril o tej lepoti poročenosti in ni zraven idealiziral. Je rekel, jaz vem, da celo kje letijo krožniki, ampak prav ta izraz letijo krožniki, Se pravi, to je že kar hudo v družini, če letijo krožniki. Še ni to tako hudo. Krožnikov še nismo metali. Ampak mislim, on je živel v Južni Ameriki. Tam prej poletijo krožniki. Ampak to je hotel poudariti. Važno pa je, da ostanete skupaj, da si zvečer opustite, da si rečete hvala, oprosti in prosim, da te enostavne stvari živijo v vaših medsebojnih odnosih, in v tem je lepota poročenosti, v zvestobi, v tem, da vztrajamo. Pa naj sonce ne zaide nad vašo jezo. Tako, naj ne zaide nad vašo jezo, ampak to se mi zdi, da je važno, da je papež Frančišek hotel poudariti, glejte, vi ste tukaj ta odsev Boga in vi ste tukaj za vse tiste, ki so ta odsev v svojih očeh že izgubili. Upajo si ne gledati več gor v Boga, mogoče so preveč v grehu, si ne upajo pogledati v Boga, gledajo pa v naše družine. In zato pravim jaz rada, da smo vsi, vsaka družina posebej, razstavni eksponat v tem svetu, ki prinaša vedno znova novo upanje. Vsak nov otrok, ki se rodi, je znak, da Bog ni pozabil na človeka. In to naj bi se dogajalo v družinah. In zato se mi zdi, da imamo eno tako veliko poslanstvo. Družine imamo tako veliko poslanstvo in ni človeka na tem svetu, ki ne bi imel Božjega poslanstva v sebi. In tako smo tudi zapisali v Dižu, smo rekli, želimo ta zakon, se pravi odnos med možem in ženo, to zavezo, zakon tako povzdigniti, da bodo ljudje zahrepeneli po njem. In če hočemo mi to recimo res tako povzdigniti, bi rekli, to hočem tudi jaz, kar imata ona dva. Kaj pa imata vidva, zakaj sta pa vidva takšna, zakaj pa se imata rada, zakaj se pa vedno držita za roke, zakaj se pa objameta, in takrat bomo imeli mi kristjani, krščanski zakonci, ki se bomo za to prizadevali, midva si prizadevava kar naprej, čeprav se skregava velikrat, ampak si vedno znova prizadevava za to, da bi med nama ostala ta svežina, ta edinost, ta navezanost, ta naklonjenost drug drugemu, to spoštovanje, ta ljubezen. In seveda takrat bomo imeli priložnost povedati, glejte ljudje, to so večna načela, ki jih je Bog vsem nam dal in ki jih mi poskušamo, bi rekel, si prizadevamo za to, da bi jih
uresničevali v naših medsebojnih odnosih. Povedati tudi, veš, ker se mi zdi, da kristjani velikrat se postavljamo podmernik, tako ne rečem. Ne. Ja, Ampak mi moramo biti luč, ne. Ampak luč, mi moramo biti kot luna, ki je v sonce obsveti, mi moramo kazati na njegovo luč gor, se mi zdi, ampak vendarle pokazati, pa tudi povedati, zakaj se imava midva lahko rada. tako. Povedati in pokazati, pa to ne fejkati, ne. Ja, to Po to domače, se veš. vidi. To mi tudi radi takole malo pofejkamo, pa Blefenzi. smo toliko fajn. Ne. Glejte, vračam se malo nazaj. 2 desetletji, pa še 1 leto več, že obstaja Družina in življenje. Lansko leto smo praznovali 20-letnico. Veliko parov je zvestih, Družini in življenju so z nami že nekateri tudi skoraj 20 let, bi rekel. Ja, 20 let. Delajo na svojem odnosu, so pripravljeni to, kar so prijeli, prenašati naprej na druge. Ne. To je ena velika reč, ne. To je tudi nekakšen naš moto, ne. Prenašamo naprej, dajemo naprej. Ne. To stalno ponavljamo. Kdo soustvarja družino in življenje? Kdo so ta množica zakoncev, ki je z nami že dolga leta in soustvarjajo družino in življenje? Jaz bom začel z eno zgodbo. Pred leti je bil v Sloveniji londonski gangster. Se spomnim, John Pridmore mu je bilo ime. Jaz sem bil piščanček proti njemu, on je bil veliki, močni, jaz sem ga prevajal enkrat in sem bil prav majhen, da sem do tako gor gledal. In ta londonski gangster je rekel, da pravzaprav vsak kristjan je dolžan dati na razpolago. On je rekel 3x T, v angleščini je to time, treasure and talents. Se pravi, 3 T. Čas, ki ga imamo, ker ni naš čas, pravi se vse božje, sej ni naš čas, nihče ne ve, če bo jutri še imel 1440 minut na dan. Drugo, talenti, tudi talenti so nam darovani. Eni imajo talente za to, drugi za ono, tretji za tretje. Eni lahko govorijo, drugi lahko kaj naredijo, so bolj sočutni, so bolj ustvarjalni, se lahko pravzaprav lažje pridružijo kakšnemu človeku, recimo v smislu poslušanja ponižnega in tako dalje. In pa seveda tudi imetje. Vse je božje, recimo. Tudi ta zrak, ki ga dihamo, tudi ta prostor, v katerem živimo, tudi to, da imamo topel dom, recimo, vse to dobro je, vse smo mi sodelovali, ampak Bog nam je dal pa to priložnost in možnost, da imamo topel dom. Poglejmo 200, 300, 500 let nazaj, kako so ljudje takrat živeli in kako mi danes živimo. To je velika stvar. Zaradi tega pa pravim, da v bistvu smo poskušali, midva so poskušala od začetka pravzaprav že nagovarjati ljudi, s katerima sva se srečevala. Glejte, Bog nam je to podaril, ni nam pa podaril samo za nas, ampak zato, da smo mi pretočni in da v bistvu to, kar nam Bog daje, prenašamo, res dajemo naprej. Kot si rekel, recimo, imamo zdaj to geslo in to dajemo naprej, to si pravzaprav ti avtor tega in smo ti hvaležni, Aleš, da si ti to prinesel k dižu. Recimo, ne, Dani, jaz sem to samo v besedju, a veš. To je že bilo, ti si govoril o pretočnosti, ti že po moje 20 let govoriš o pretočnosti. Te govorimo skozi, to je res. No, gledajte, in zaradi tega v bistvu se spomnim, da smo ljudi od začetka nagovarjali, to, kar prijemaš, v hvaležnosti, da si to sprejel, poskušaj dati to naprej. Se spomnim prvih zakonskih skupin, ki sva jih midva vodila. Prvo leto, drugo leto, tretje leto, 5 skupin, 10 skupin in tako dalje. In potem prvih tistih seminarjev, ko sva še sama bila za vse stvari. Pol kasneje sva povabila ljudi, poglejte, so se celo ljudje sami dali na razpolago, ko je nastopila pri nama situacija s Tobijem, ko je Tobi zbolel, ko smo 1 leto, pravzaprav midva sva 1 leto se čisto skoraj izklopila, razen da sva jih oskrbovala z materialom, pa po telefonu kakšne stvari. Drugače so pa zakonci sami začeli voditi zakonske skupine in tu se je pokazala taka božja milost, recimo, Bog je pokazal svoj načrt in so potem izkusili, kaj to pomeni dati na voljo svoje talente, svoj čas, tudi svoje imetje. So se nekateri vozili po 30, 50, 100 kilometrov daleč vsak mesec, da so imeli lahko
vodili zakonsko skupino, aleluja, mi da smo tem zelo, zelo hvaležni. To so tisti prvi soustvarjalci družine in življenja. Potem se je kmalu začela naša revija. So mnogi začeli prispevati svoje članke, svoje vtise, svoje zapise in tako naprej, svoje slike, a ne, čudovito. Potem se je enkrat pojavila spletna stran, a ne, je Mitja Stantič bil tisti, ki je prvo spletno stran postavil in ki je zelo dobro, recimo, nekje takrat nas usmeril v tej smeri. Bogu hvala. A ne? In to so bili tisti ustvarjalci takrat. Potem so se kar na novo pojavljale nove skupine, zakonske skupine, novi pričevalci, pričevalci, to sem pozabil omeniti, ne? Potem so se pojavili pari pričevalci, ki sva jih povabila, dajte na razpolago svoja izkustva, pejte povedati ljudem, kaj pravzaprav pomeni vajin odnos vama, kaj vama pomeni zakonska skupina, kaj vama pomeni vera v Boga, kaj vama pomeni vajina družina. Skratka, povejte ljudem o tem, ne? In to so potem nastali pričevalci, ki so hodili iz kraja v kraj, od kamor smo bili poklicani, tam sva jih poslala. Ne? Potem so drugi, recimo, ki so pravzaprav tiste najni ožji sodelavci, ki zdaj močno ustvarjate, in ta čudovita ekipa, ki zdaj deluje fantastično, a ne? To ste sodelavci in ustvarjalci Diža. Potem so tisti, ki so mnogokrat, ki so darovali tudi svoje darove, recimo, a ne? Še darujejo. Ne moramo mi brez tega preživeti, a ne? Mi nimamo sistemskega vira, ne v državi, ne v cerkvi. Dobimo nekaj malega, a ne? Ampak od cerkve, recimo, a ne, zadnja leta. Pa vendarle si ne bi mogli to delati in ne bi mogli toliko delati, kolikor delamo, če ne bi bilo tistih, ki mesečno podpirate, recimo, naše delo. Hvala vam, hvala iz srca, a ne. Vaše delo se že vidi, poglejte, koliko je zakonskih skupin, poglejte, koliko je... 244 dani. Evo, to je zadnji podatek, včeraj. Bravo, a ne. Čudovito, a ne. Midva ne poznava več, ne. Midva sva včasih poznala, dokler je bilo 100-120 zakonskih skupin, pa skoraj vse poznala, voditeljske pare, člane že ne več, a ne. Ampak vendarle, voditeljske pare sva pa poznala. Danes ne poznava niti voditeljskih parov več, a ne. To je vse tisto, k čemur smo lahko hvaležni, a ne. Potem hvaležni, da tistim, jaz sem tudi na to pomislil, a ne. Tisti, ki recimo delite naše članke, recimo, ki so objavljeni ali v reviji, ali na spletni strani, ali na YouTubeu, tale pričevanja zdaj, pogovorne oddaje, ki to delite na svojih profilih, čudovito, a ne, s tem pravzaprav širite to delo, širite recimo to pripadnost, širite te vrednote, ki jih želimo z ljudmi recimo podeliti, a ne. Meni pa pri tem, ko se o tem pogovarjamo, prihaja na misel ena taka zanimiva slika. Spominjam se tistih svojih prvih začetkov, ko me je Gospod poklical v to zgodbo z eno mislijo: Slovenija je suha. Ne? Slovenija je suha. To je bil tisti stavek, ki je začel v moji globini nekako me nagovarjati, a ne. Čas je, da stopiš v eno drugo poslanstvo, kot si ga imela do zdaj 20 let kot zdravnica, a ne. Slovenija je suha. Tako, kot da bi mi rekel, lej, jaz sem te namenil za nekaj drugega. Jaz sem te namenil za nekaj več. In tukaj se mi zdi, da se plete potem naprej ta zgodba, a ne. Slovenija je suha in lahko, če gledamo Slovenijo, bi lahko še rekli, da je še vedno suha. Ampak vmes pa so vsi ti potočki, ki izvirajo v puščavi, o katerih sta govorila zdaj, da jih dajemo naprej. A ne? In tukaj se izpolnjujejo obljube, ki so dane po Svetem pismu, mislim, da po Izaijo, ne, da se bodo odprli potoki v puščavi, a ne, in da bo namakana zemlja, ki je suha, ne. Jaz verjamem, da se zdaj v tem trenutku v Sloveniji to že dogaja tudi preko Diža, a ne. In se mi zdi, ko sem prej rekla, da sem bila poklicana v nekaj več, ne, se mi zdi, da je to tisto, k čemur smo mi vsi poklicani, zapustiti to zemljo malo lepšo, kot smo jo dobili. Zapustiti odnose malo boljše, kot smo mi vstopili vanje. Bravo. Se pravi, narediti nekaj več. In Bog ima za vsakega človeka na tem svetu ta namen. Narediti nekaj dobrega, nekaj boljšega, nekaj več v tem svetu. Ne? Da bomo zanamcem pustili mogoče kaj lepega, kaj dobrega, boljšega, kot je bilo. Glej, in se to vidi, ne, glej, toliko prostovoljcev, kdo jih ima?
skavti morda 180 zakonskih parov, ki vodijo zakonske skupine, a ne, ki dajo svoj čas vsak mesec na razpolago, sami vstopajo globoko v zgodbo odrešenja. Ne. V regije smo šli, ne, ker če zdaj vidim mogoče regije, jasno, ne, da organizacija zdaj drugačna, regijski voditeljski pari, ki še bdijo nad temi voditeljskimi pari. Ne. Tukaj zemlja ni več tako suha, kot bi bila, če nas ne bi bilo. Dajmo se tako dati malo izpod mernika ven. A veš, pa ne zato, ker smo mi tako dobri, ampak zato, ker Bog v te naše šibkosti vnaša on svetlobo. Glejte, da ne bomo mi tule zapadali, ne, preveč v to, kristjani, krščanski zakon. Mnogi zakonci tudi lepo živijo. Včeraj sem srečal 2 tlele soseda, lepo živita, ne verjamem, da sta kristjana, pa sta vendarle zgled. Skupaj žagata drva, skupaj sta vsak dan. Kdo je povabljen vse v družino in življenje? Da se ne bi mi slučajno zaprli v en tak geto, veš, v en tak krščanski lepi mehurček, kjer smo vsi fini pa fajn. Kdo je vse povabljen? No, meni tukaj prihaja na misel, kdo nas je učil? Uči nas Jezus. Ja. On se ni zapiral samo v tisto farizejsko in ne vem kakšno srenjo. Ne? On je šel k tistim, ki so bili zunaj. On je šel grešnikom, cestninarjem, prešušnikom, prešušnicam in tako naprej. Ja. A ne? Pa jih ne mislim jaz zdaj ljudi, ki so zunaj ponovati s temi imeni, nikakor ne. In tudi mi ne moramo nikoli definirati, kdo je noter, kdo je pa zunaj. To je v bistvu ena taka definicija, ki je lahko samo znanja, ki ne pride v globino in ki ne govori resnice. A ne? Zato se mi zdi, da povabljeni so vsi. Vsi tisti, ki želijo nekaj narediti na svojem odnosu, vsi tisti, ki nimajo pojma, kako bi to kaj naredili, vsi tisti, ki so v hudi stiski, pa sploh ne vejo, da bi mogli nekaj narediti. A ne? Povabljeni so vsi, zato ker Bog je Bog vseh. On želi biti oče vseh. A ne? In zato mi moramo odsevati Boga na tem svetu, smo govorili. Ne? In zato je zelo nevarno se pogovarjati o drugačnih. Meni prihaja na misel zdaj ob tem, ko smo midva dobila to odlikovanje, koliko ljudi nama je čestitalo, koliko ljudi tako preko Facebooka, kot preko drugih, recimo, ali preko telefona s kakšnimi SMS sporočili, ljudi, za katere bi nikoli ne mislil, da sploh to vidijo, sploh to spremljajo. No, pa niso cerkveni. Bolj vesel. Ja, zelo sem bil vesel, zelo sem jih bil vesel. In niso cerkveni, morda niso cerkveno poročeni, ne, sploh ne. Ne, ampak zanimivo, ena prijateljica je napisala, bistvo je očem nevidno, iz Malega princa. In je res v bistvu, bistvo je očem nevidno, ampak vendarle očem pa nekaj je vidno. Če se spomniš, ko je prišel tamle mimo nas, recimo enkrat en fant, pa je bilo s tistim. Ja, tako, no, takšen problematičen fant je bolj, ampak pride k nama pa prav, gledamo vaju, gledamo, kako živite. Takole je naredil. Ja, res, ja. Opazujemo, gledamo. Opazujemo, ja. In dejansko mi smo povabljeni, da v bistvu temu svetu odžari in nekje žarimo temu svetu, da v bistvu je neko drugo upanje, da ta stvar deluje. A veš, recimo tisto, je meni težko slišati, vse smo že probali, nič se ne da, pertik je konec, a ne vse. Jaz to težko slišim. Čakaj malo, kaj ste pa probali? Kaj smo pa probali? Vse smo res marsikaj probali, ampak a sem res probal Boga? Zares, ne? Zares? Sem zares probal Boga? Sem zares vzel Boga, ne? Tako bi rekel. Ja, zares vzel. Kaj to pomeni zares vzeti Boga? Sem se kdaj zares na nek način trudil iskati Boga, ker v Jeremiji piše, iščite me z vsem srcem in dal se vam bom najti, pravi Gospod. In dejansko, kaj to pomeni z vsem srcem iskati Boga? Ne pa kar tako po dolgem in počes reči, vse se ne da, vse skupaj je brez veze. Ja, glej, ne morem mimo tistega mojega primera, ko zmeri govorim o tem, da jaz Savo ne bi šel pit tlele v Krškem, recimo. Če bil, ne vem kako žen, jaz bi šel pa Savo pit k Savici, k izviru,
tam je pa Sava čudovita, a ne, tam je pa Sava okusna, tam pa odžeja, tam je fantastična, prečiščena, a ne, osvobojena. V Krško pride pa, bi rekel, zasoljena ali pa zasmojena ali pa zasmrajena, recimo, od kakecev in tako naprej, cele Slovenije. A ne, tukaj dočim tam pri izviru je čista. Tako jaz pravim, tako se je tudi z našo vero zgodili. Nekateri pač vero vidijo malo zapacano, recimo skozi stoletja zapacano, z raznimi stvarmi, ki niso pomembne toliko in tako naprej, ki so zameglile tisto pristno, tisto bistveno, tisto čisto, prečiščeno Božje, tisto, kar je Jezus dal, tisto njegovo osnovno in temeljno sporočilo. In zato pravim, ko pravim, iščite Boga, a ne, pravim, iščem Boga pri izviru, iščem Boga skozi Boga Svetega pisma, a ne, iščem Boga Svetega pisma, iščem Boga, ki pravzaprav meni osebno govori, ki se želi vsak dan znova z menoj srečati, ki želi vsak dan znova me vprašati, hej Dani, kako spa ti danes, a ne? Kaj se pa v tebi dogaja, kaj pa imaš ti v sebi, kaj pa nosiš, kakšne probleme, stiske, težave, daj mi majčkeno povej, a ne? Takšnega Boga imamo mi. Takšnega imamo mi in ta naš Bog vabi vse ljudi k sebi. Amen. Vse ljudi k sebi, lepo počas k sebi, če ne, ti pa pomaga s težavami ponavadi, tako da sprevidiš. In teh težav med zakonci je zdajle obilo in morda lahko zaključimo tale sklop s tem povabljeni najprej, da pridete zraven. Imamo tudi zakonsko skupino, ki so jo začeli ateisti, smo rekli, zakonska skupina za ateist. Pridite zraven, gradite odnos, hrepenimo po savici lepega odnosa. Amen. Po savici lepega odnosa. Tako, no, in tukaj dejansko pri Dižu lahko rečemo, da imamo ta privilegij, ali kako lahko rečemo, zame je to en velik privilegij, da je bilo nam razodeto pravzaprav tiste bistvene stvari, ki so nam bile razodete, čeprav so očem nevidne, so nam bile razodete na poseben način in mi poskušamo dejansko to spraviti v življenje. Vsak dan znova. Mi se poskušamo vsak dan znova, bi se reklo, priklopiti na ta vir tega razodetja, na ta vir te moči, ki je potrebna za to, da na nek način lahko imamo drug drugega, da se lahko spoštujeva, da se lahko še zmeri, bi se reklo, prenašava drug drugega, pa še odpuščava drug drugemu, pa da se v bistvu imava rada, da na nek način imava upanje, da je pred nama še nekaj mnogo lepšega, kot smo doživela do zdaj. Tako da se mi zdi, da to je tisto, se mi zdi, kar je vredno probati. Pa če ljudje ne verjamejo, pridite in poglejte. Upanje, ki je zanesljivo pričakovanje. Če delaš, bo to rezultat. In trdo delo. Glejte, dajmo majčkeno iti tlele, cerkveno priznanje sta prijela, in zdajle je videti, kot da bo cerkev šla v franže, rečem, čisto po domače, kot da bo vsega konc. Ampak Jezus je obljubil, da cerkev ne bo nikoli prišla, ker je sveta, pa obenem tudi grešna, ampak je sveta. Se bo pa spremenil način, kako naj rečem, delanja cerkve. Dani, Vilma, kam bo šla cerkev, v katero smer, kaj vidite, kam jo bo odnesel Sveti Duh? Jaz pričakujem, da se bo zadeva nekje veliko bolj na osebni ravni dogajala. Na osebni ravni v tem smislu, recimo neke kolektivizma, se mi zdi, da pač ne bo, ampak bo pa oseben odnos, ki bo gorel in ki bo žarel. In k temu smo pravzaprav mi povabljeni. Jaz govorim večkrat tudi o tem, pač meni je to bilo enkrat tako eno spoznanje, da tako kot recimo zaljubljenost pač ima rok trajanja 2 leti, morda 3 leta, potem pa mora zaljubljenost prerasti v ljubezen. Ljubezen je pa odločitev zate. Jaz se odločim zate, pa zato, da bova midva skupaj gradila najin odnos. Zato sva se midva odločila in k temu sva se zavezala. Tako je pa tudi tisto, ko otrok se ne sprašuje, recimo v otroški dobi, se ne sprašuješ toliko jaz in Bog, jaz in Bog, jaz in Bog, ampak enostavno potem kasneje se pa moraš o tem vprašati. In pravzaprav tako, kot sem jaz tebi rekel svoj, da sprejmem tebe in ti obljubim, da ti bom ostal zvest, tako sem povabljen, da tudi Jezusu na nek način, na ta način rečem, Gospod Jezus, sprejmem tebe, sprejmem tvojo ponudbo,
sprejmem tvoje življenje, smrt in vstajenje, sprejmem tvojo pot, ki si mi jo pokazal, recimo, ne, sprejmem te kot sopotnika v mojem življenju, sprejmem te kot tistega, iz katerega na nek način črpam, lahko bi se reklo, veselje, mir, potrpežljivost, dobrotljivost, blagost, iz katerega lahko črpam, bi se reklo, vse tisto, kar potrebujem za normalne in dobre medsebojne odnose, in jaz vem, da si ti neusahljivi vir vsega tega, a ne? In zaradi tega te vabim, da postaneš aktiven sopotnik v mojem življenju. In se mi zdi, da na podlagi takih odločitev za aktivno delo, aktivno življenje z Jezusom, a ne, aktivno črpanje iz njegove moči, iz njegovega vira, a ne, za tako, tisti, ki so se za to odločili ali pa smo se za to odločili, bomo seveda povabljeni, da postanemo duhovniki in duhovnice v naših lastnih družinah, da postanemo pravzaprav tiste cerkve v malem, domače, hišne cerkve, kakršne so bile v prvih časih, recimo, ko so se apostoli zbirali po hišah in lomili kruh in slavili Boga s čistim in preprostim srcem. Vilma, izvoli, ja? Mi prihaja pri tem na misel, da če pogledava res to najino zgodbo, ne, tudi najina zgodba ni prišla po poti, ki naj bi bila že uhojena. A ne? Pravimo, kam bo Sveti Duh odnesel cerkev. Ne vemo. A ne? Ampak pred 20 leti tudi midva nismo nič vedela, kam bo to on ponesel. Ne? Dejansko sva tudi midva prišla po drugačni poti, glede na to, da sva se učila rednega prebiranja Božje besede pri bratih protestantih. In so naju oni učili, kako prebirati to svetopismo na osebni ravni. A ne? Se pravi, je nenavadna pot, ki ni naju odnesla ven iz katoliške cerkve, ampak nama pokazala mesto prav v katoliški cerkvi. Jaz sem nikoli pozabila razodeti tega mojega osebnega izkustva, ko sem v Medžugorju prosila, da mi naj Bog pokaže, pa kaj imava midva zdaj tukaj za delati, glede na to, da sva pustila svoje službe, kaj je tista specifika, a ne, najina. Ne? In mi je prišel stavek iz Svetega pisma, prav iz tega odlomka, ki se bere danes na dan Gospodovega oznanjenja, a ne. Marija pa je obdržala vse to ohranilo v svojem srcu. Ne? In se pravi, je živela iz te Božje besede, ki je bila izrečena po angelu. Pravi, Božjo besedo je nosila, premišljevala in mi smo tako ohranila. In mi smo tukaj prav, se mi zdi, da je to eno delovanje nujno prav za zakonce, specifično za zakonce. Zato, ker, naprimer, dobro, saj tisti, ki grejo v posvečeno življenje, imajo posebej rezerviran čas za to. Mi pa živimo v tem svetu, smo obremenjeni z delovnikom, z otroci, z vsemi vsakodnevnostmi, aktivnostmi, ne moramo pa reči, da nimamo časa ali pa prostora za prebiranje Božje besede. Se pravi, si ga lahko rezerviramo za sebe. Stotinko. 15 minut. Ja, vsaj 15 minut, vsaj toliko, da se preklopim, da rečem, aha, Bog, ti si Bog, nisem jaz. Ne? Tako. Veš, vse 15 minut je vstop, ne? Sej pol v praksi vidimo, da to gre takoj v 20 minut, pol ure, včasih tudi 1 uro. Veš, hvala Bogu. Ja, in midva sva počaščena, ne, res počaščena. Ja. Koliko zakoncev se je v teh 20 letih odločilo, da so pravzaprav to odločitev sprejeli in se je držijo. Midva sva počaščena, se mi zdi, da če sva to dosegla, pa nisva midva dosegla, to je Bog dosegel, ampak vendarle midva sva pa, bi rekel, provocirala. Provokacija je bila, ne, takole, ne. Vzami si 15 minut časa na dan za Boga, to sva midva vedno trdila, a ne, ker še dodaj, in mož je varuh zaveze. To si pa ti dobro zapomnil, čestitam, ja, bravo. Ja, in tukaj se mi zdi, da smo res, da se v bistvu radi, bi rekel, izogibamo odgovornosti, a ne, pa v bistvu prelagamo na druge. Pa ne žena, ne, one so bolj žene so bolj verne, žene so bolj duhovne, žene si bolj na nek način upajo vzeti čas, a ne,
Ja, pa ni to, ne. Se mi zdi, da smo pravzaprav prav možje povabljeni, a ne, da dejansko varujemo to zavezo in odločitev, a ne. Velikokrat seveda smo potem na preizkušnji, da bi to odločitev zlomili, samo tako kot pravi Vilma večkrat, a ne, reče, če se nam enkrat, dvakrat, trikrat ponesreči, a ne, ni treba, da cel projekt propade, tako, a ne, lahko začnemo znova. Pa če tudi se nam je... brat Štefan Kožuh mi je Brat rekel, Štefan ti je povedal, ja, bravo. Ja, super. Dajmo za zaključek, počasi zaključujemo, da nam tudi predolgi, a ne. Lansko leto sta predala vodenje družine in življenja Benjaminu. Oba sta še čila zdrava, goreča. Nenavadno za slovenski prostor, pa za vse prostore pravzaprav je to nenavadno, da ljudje še na vrhuncu svojih moči, da že predajo naprej, da dajejo naprej in tudi predajo naprej. Kakšen mora biti človek, Vilma, Dani, da se to zgodi? In nas je tega namreč res malo, ne. Kako sta vidva to zmogla? Kakšen trik je bil to zadaj? Aleš, bodimo odkriti, tukaj si imel pa ti veliko vmes. Ja, ne vem. In sva ti zelo, zelo hvaležna. Ti si prišel s to idejo, da je to potrebno predajati naprej, tako da bodo mlade moči to prevzele in samim nama dvema bi bilo to veliko težje, če ne bi imela vas kot ekipe, ki je naju vodila po tej poti predajanja. In tukaj smo vam zelo, zelo hvaležna, jaz bi to rekla. Ja. Nisva nič midva tista, ki sva pa res toliko fajn, ki sva to uspela. To je res Čakaj, božja milost preko vseh vas. Čakaj. Poslušna sta bila pol vsaj, no? Lej, No. a veš, lahko bi videla, jaz sem prišel v družino in življenje, pa bi rekla, kaj bo zdaj ta zelenc tukaj, midva veva, kako je. Na začetku sva ti tudi tako rekla. Zdaj si se pa ti naredil, pogledal. Ja. Ne, glej, jaz sem rekel povedali. takole, a ne, v Stični sem rekel, 20 let sva midva nosila to štafetno palico, a ne, zdaj pa čas, da jo predajava naprej, ker štafetna palica nima smisla, da ostaja v enih rokah skozi do konca, a ne. Štafetna palica ima smisel, če se predaja in če nekdo drug teče z novimi močmi, z novimi idejami, z novimi pogledi, z novimi obzorji, a ne. Jaz lahko rečem, da je najo malo čas povozil, predvsem pogledajte, tako hitro se stvari preminjajo v današnjem času, tako hitro gre naprej ta razvoj, a ne, da v bistvu midva nekaj časa sva mu še sledila, ampak danes, ko govorimo pa o raznih podcastih, ko govorimo o socialnih omrežjih, ko govorimo o vseh mogočih raznih in tako naprej povezavah na področju spletne tehnike in česa, kako bi rekel, a ne, tam sva midva pravzaprav zdaj leži malo mim, ne, čeprav v bistvu poskušava še malo slediti tam v ozadju, ampak vidva, kako ste v bistvu mladi, a ne, kako so mlajši, kako jim je to vse enostavno, vse te povezave delujejo, midva na nek način nimava teh povezav, ki bi tako delovale. Bova pa sodelovala še naprej, če bojo mladi želeli recimo najino sodelovanje, bova prisotna, bova kot stric in teta iz ozadja, ne. Bova pač poskušala recimo vedno znova spodbujati k temu, da ostanemo ponižni, da ostanemo bi se reklo, priključeni, tako je vsak dan znova vsak dan priključeni na Boga, a ne. Tako se mi zdi, da je v bistvu, da bomo vedeli, od kod jemljemo moč, a ne. Da ne bomo mislili, da moramo mi vse sami pogruntati, ali pa da moramo mi biti ne vem kako strateški in tako dalje. Vse smo lahko, ampak če smo le v duhu, če smo le v Bogu, če smo le pravzaprav pripravljeni slišati ta božji klic, ko nas nekje vabi, ko nas opozarja, poglej, a ne, ko nas bo pokazal, recimo, poglej, to pa to pa to, na to znamenje vam pošiljam, da nanj odgovorite s tem, kar ste, z vsemi svojimi talenti, s časom, imetjem, izkušnjami, znanjem, sposobnostmi, a ne. To je tisto, k čemur nas Bog vabi in nas bo vabil še naprej. Veš, Aleš, ampak je pa lepo, če veš, da si dal štafeto v prave roke. To je pa tudi. In midva sva v tem tako globoko prepričana in vesela Benjamina in celotne ekipe, da se nama vse noter v najini notranjosti smeje, kar se tega tiče. Razumeš? Ja, Bogu hvala. In točno veva, da je tukaj odzadaj božje delo. Amen, tukaj je božje delo. Midva sva lahko delno tudi že v penziji. Ja, slišim, da ste že na pol v penziji, pol para je že v penziji.
Ampak, ne, jaz bom vseeno malo vrnil nazaj. Ekipo sta pa vidva gradila, vsak posebej, ki je prišel v ekipo, je prišel tudi preko vaju, ne. In sta si upala v ekipo vzeti tudi ljudi, ki smo zoprniki, ki težimo, ki provociramo, tako, veš, to pa ne naredi vsak. Tako da tukaj jaz ne vidim, da je to ravno, to ne more iz človeka priti, ne. To ne more iz človeka priti, iz mesa, ampak od Boga. Dati se na razpolago tudi za odhodom, kako bi rekel, ja. Pa tudi to, ne, tudi ta recimo sinergija, a ne. Ja. Res je, glej, nama niso določeni talenti dani, a ne. Midva imava talente recimo za bi rekel, za določene stvari, za vzpostaviti stike, za objeti. Moj talent objemanja je zdaj samo na Vilmi, na nek način drugače bi bil ta talent še kje drugje, a ne. Potem imamo recimo, kaj se vem, tudi to, da prisluškujemo Bogu, a ne, da v bistvu prevajamo Božjo besedo, pa Božja znamenja ali pa Božje navdihe recimo za današnji čas. To so neki talenti. Te pa nekateri, ki imate poleg teh talentov še druge talente. Imate talente za sistematiko, za točno jasno organizacijo, se pravi za stvari peljati tako, kot je treba, za strategijo postaviti, a ne. Bogu hvala. Hvala Bogu res za take talente, zato da razume recimo, kako deluje tehnika, kako delujejo te povezave. Jaz nimam več pojma, kako bi jaz zdajle splet urejal, pa spletno stran nimam pojma. Bogu hvala, da mi to ni treba delati, res, Bogu hvala, da se mi ni treba več s temi stvarmi ukvarjati in tako dalje. Lej, bomo pa, mislim, imate pa drugi te talente in midva sva vesela, da se je ustvarila taka močna ekipa, ki je obenem tudi poduhovljena, ki je v Bogu, ki zna na nek način razumeti in priznati svojo nemoč in svojo majhnost in potrebo po Bogu. To, kot je Vilma rekla na začetku, ko pravi Jezus, brez mene ne morete ničesar storiti, da se tega zavedamo, to je največ in to je porok in to je pravzaprav vse tisto, kar potrebujemo za to, da bo Bog po nas lahko delal to zgodbo še večjo in močnejšo. Ampak jaz bi tukaj pa še vseeno vse, ki gledate in ki znate moliti, prosila, da redno molite za našo ekipo. Zato, ker smo v prvih bojnih vrstah in smo v duhovnem boju. Najbolj tolčejo po prvih bojnih vrstah. Ja, in duhovni boj je vedno hujši in so molitve nujno potrebne, ne samo za našo ekipo, ampak sploh za prodor do tistih duš, ki se izgubljajo. Če tukaj ni molitvenega ozadja, se ne morejo stvari dogajati. Zato, ker je sam Bog postavil ta sistem. Proste. In se vam bo dalo. In se vam bo dalo. A ne? Hvala. In tukaj imamo obenem navodila, kako, in imamo obljubo, da on bo dal, če prosimo. Tako. Še čisto za konec, dajmo še daleč naprej pogledati. 20 let nazaj, 20 let je minilo, zdaj dajmo pa še 20 let naprej pogledati. Dani, kaj vidiš? Vilma, kaj vidiš? Jaz vidim tisoče parov, ki bodo Boga vzeli zares. Tisoče parov, ki bodo pravzaprav pretočni za Boga, za Božjo milost, za Božje darove, za Božje veselje, za Božje upanje, a ne? V Sloveniji. In jaz vidim uresničevanje prerokbe, ki je večkrat bila že izrečena, da se bo iz Slovenije na ves svet pravzaprav začel preporod, a ne? In jaz vidim recimo to uresničevanje, a ne? In jaz vidim pravzaprav želim, da bi mi Dižovci imeli v tem uresničevanju prenove za ves svet svoje vidno mesto, da bi bili prisotni pri tem, a ne, da bi v bistvu to delali z gorečnostjo in veseljem in ponižnostjo, obenem pa vidim recimo, da bi v bistvu učili zanamce zajemati iz tega čudovitega izvira, iz tega čudovitega neusahljivega studenca, ki je molitev, Božja beseda in Evharistija. To je Dani zdaj ful dobro povedal, ne? Zelo dobro povedal. Ja. Obenem pa drugi del tega je pa v tem, da pred 20 leti nismo imeli pojma, kam bo to šlo. V tem času, ki je zelo tako nepredvidljiv, nimamo pojma, kaj bo čez. Rekel, kaj si želim. Lepo si povedal, vizijo si povedal. Kar je zelo dobro, ker vizija potegne naprej, a ne? Ima svojo moč.
in ta je nujno potrebna. Če vseeno to, da pa nič ne vemo, kako bo šlo in katera pota grejo naprej, se mi je prej zapisalo, da za Gospoda so vse poti uhojene, tudi tiste, o katerih se nam še sanja ne. Dobro. In Gospod je vedno korak pred nami. Amen. Se pravi, da nas je samo to, da se držimo Gospoda in da ga ne spustimo iz svojih rok. Potem bomo šli v pravo smer. Če pa Vilma, tega ni, pa ne vem. super, hvala. Jaz bi s tem kar končal današnji pogovor. To je to. Držati se Gospoda, trdno se držati Gospoda. Jaz tu vidim še vajino močno vlogo, da ne zaidemo. A ne? Pa tudi mislim, da sta že naredila v tem timu to izročanje, to, da smo se, enem je morala pomagati tudi levkemija, da smo se izročili Gospodu in trdno stojimo, tako kot stati in obstati, a ne, če delim končam, da bomo obstali in obstali tudi kot zakonci skupaj, kot kristjani, kot Božji otroci, kot tisti, ki poznamo Boga, ki ga hočemo še bolj spoznavati. In Bog daj, da slovenski narod, da res izlije iz vseh teh milosti, ki nam jih je Bog dal v tej lepi pokrajini, tudi v tej težki pokrajini, polnih izvirov milosti, pravzaprav, da to prelijemo pravzaprav v Evropo, v svet. Da gradimo cerkev, tako da v bistvu bo proeklezija, pontifice, da gradimo cerkev v skupnosti in bi se reklo v edinosti papežem, na čelu s Kristusovim namestnikom in z vsemi, ki služijo Gospodu s srcem iz dneva v dan. Dani, Vilma, evo, hvala, prišli smo do konca, hvala za ta pogovor. Ponosni smo, veseli smo, da smo del te ekipe, da govorim v množini kot opasta. Zahvaljujemo se vama za tale pogovor, za vse to delo in tudi hvala zdaj za vse podeljeno. Vas, dragi gledalci, pa prosim poslušalci, da se naročite na naš YouTube kanal, da se naročite na naše podcaste, da nas spremljate, poslušate, tole je zdaj naš način dela. Ko bodo lepši časi, se pa spet, kot je Dani rekel, bo Dani talent objemanja prišel spet do izraza in tudi vsi ostali smo se navadili tega objemanja. Tako da, gledajte, to je svetopisemsko, veš, Ja, vem. Pismo piše, objemite se, svetim poljubom se poljubite in pozdravite. Tako gre to, ja. Oglasite se tudi s kakšnim komentarjem in če je dobro, koristno bilo za vas, podelite tudi s svojimi prijatelji, znanci na socialnih omrežjih in drugače. Hvala še enkrat, Dani, Vilma. Hvala lepa, Aleš, veliko blagoslova vsem, srečno z Bogom. Z Bogom.